Živijo, moje ime je Robert. Običajno pri slovenskih podjetjih, majhnih, srednje velikih, imamo izziv, da se ukvarjamo z organizacijo, s procesi, z vodenjem, s strukturo odgovornosti. Tukaj so glavni problemi in na osnovi teh problemov dostikrat pridemo do izjemnih rezultatov. Ampak najbolj pomembno naj bi bilo, pa tudi podjetniki dostikrat sprašujete po prodaji. Se pravi, kaj pa o prodaji? Mi se z organizacijo, spremembami same kulture v podjetju, misije, vizije in tako naprej, dostikrat spremenimo toliko, da prodaja zraste sama po sebi, zaradi tega, ker tudi stranke opazijo nek napredek v podjetju. Ampak naj vam povem 3 napake, prodajne napake, ki jih pogosto delajo prodajniki, nič hudega sluteč. In če se najdete noter, mogoče vam bom pa povedal tudi kakšno rešitev kasneje. Se pravi, prva napaka, ki je v sodobnem času, nam gre ljudem najbolj na živce, ko nekdo pride z naštudiranim pičem, nagovorom. Ker nagovor, ki se ga nekaj na pamet naučil in kar govori nekaj v 3 krasne. To nas blazno jezi, ker že takoj vidimo, da bo to nek random, dejansko tako veste, kot tisti telefonski studio, ki te kliče, dober dan, ste vi najmlajši ali pa najstarejši v vaši družini. Znoriš, ko vidiš, da ima nekdo naštudiran pič, ki nima vsebine dovolj dobro narejene, se ti kar ošpice dobiš. To je prva napaka. Ne delajte nek naštudiran pič, ampak raje razvite nekaj drugega. Vam bom povedal kasneje, da ne bom zdaj. Zdaj govorimo o problemih. To je drug problem, ki je, pogosto govorijo ljudje o produktu, opisujejo produkt, opisujejo neko tehnične podatke in tako naprej. Kadar delate to, delate veliko uslugo konkurenci, zaradi tega, ker potem vas je lažje primerjati. Lažje primerjati 2 produkta, kot pa eno rešitev. Rešitev pa je kompleksna stvar. In ta tretja stvar, tukaj sem si zapisal, ne znajo opisati koristi njihove rešitve. Se pravi, koristi za vašega uporabnika, za vašega kupca. Zelo pogosto se pogovarjamo tako splošno. Ne poznamo, ne vemo, kakšne ima težave ta kupec in mu samo na splošno govorimo o nekih koristih. Še najbolj pogosto pa govorimo o nekih filozofskih koristih, ki pa tistega človeka v tistem trenutku absolutno nič ne zanimajo. 3 problemi, se pravi, na pametno učen nagovor, ta druga stvar, ne opisuj samega izdelka, produkta, in ta tretja stvar, nauči se ugotoviti koristi za tvojega uporabnika, ne pa govoriti splošne koristi, ki jih pač ta osebno tak konkretni kupec nima. In zdaj ne govorim pa o 4 idejah, ki bi vam lahko spremenile življenje. Prva stvar, ki je, pravim, nehaj prodajati, začni pomagati. Ne prodaj, začni pomagati. Kaj to pomeni? Če jaz hočem nehati prodajati, oziroma prodajam s tem, da pomagam, se pravi, da so ljudje zadovoljni, kadar delajo z mano, moram imeti razdeljene naslednje stvari. Moram vedeti, kakšna je njegova bolečina, težava. Kako mu lahko pomagam, ampak moram vedeti, kje njega boli. Če ne vem, potem govorim na pamet. To je prva stvar. Druga stvar, druga ideja, kaj lahko naredite. Naučite se pripovedovati zgodbe z resničnimi junaki. To pomeni, podjetnik Jože, tak problem, z mojo rešitvijo taka solucija. Ne opisovati, kaj mi rešujemo, ampak problem in kako se ta problem reši. To je zelo pomembno, da so stvarni ljudje, stvarni primeri in potem ljudje to dobro razumemo. Štekamo. To je druga ideja. Tretja ideja, poišči konkurenco in substitute za svojo rešitev. Največji problem je, da pogosto ljudje pridejo, se veste, ko včasih opisujejo, kakšen imamo artikel, imamo neko ceno in gremo na trg. Malo še social media, marketing in tako naprej, pa začnemo govoriti. Niti ljudje, ki pridejo k tebi na sestanek, ne poznajo trga, ne poznajo problemov, ne poznajo, kaj pa so substituti. Niti ne poznajo cene, niti ne poznajo njihove nagovore. Zakaj je to pomembno? Ni pomembno, da se ti s konkurenco ukvarjaš v tem kontekstu, da bi se jih zdaj bal, pa ne vem kaj. Ampak fora je v tem, da ko te stranka vpraša, zakaj pa ste vi boljši od nekoga drugega, je šlo v tem, da ugotovi, da si strokovnjak, da ta posel vladaš, da si se spustil not in si ga naštudiral. Tukaj je ta ideja, katero še morate spiliti do konca. Ni šlo v tem, da vi koga kritizirate, pa karkoli, ampak samo šlo si v tem, da res poznate, kaj se na trgu da dobiti. Ker potem vas bodo sprejeli kot strokovnjaka. In se veste, strokovnjak, če ti da na svet, ga upoštevaš. Ampak mora biti kredibilen, zagotovo. In četrta ideja,
največ časa porabi, da bi ugotovil težave tvojih klientov. Če se spomnite pri prvi, ko sem rekel, ne prodaj, začni pomagati. In četrta ideja je, dajte te težave, te probleme, te bolečine, ki jih imajo potencialni kupci, probati ugotoviti čim širše, na različnih področjih, v mikrobranžah, pogruntajte, katere težave oni imajo. Ker če boste govorili o nekih stvareh, ki so preveč splošne in nima konkreten biznismen tega problema, potem ne boste nikoli prišli do dobrega dela ali pa do nekega res pametnega sodelovanja z nekom na dolgi rok. Ok, 3 napake, 4 ideje. Jaz sem Robert, če vam je zanimivo, se vidimo še kaj.